torbi v avto. Sem vedel, pa ni vam izpel. Ne, nišče ne. Spoštovani, na slovesnost prihaja ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič. Slišali bomo himno Republike Slovenije. Spoštovana ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič, spoštovani namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Alan Geder, spoštovana vodja kabineta predsednika Republike Slovenije, gospa doktorica Alija Prgles, spoštovani gospod magister Uroš Krik, namestnik generalne sekretarke in svetovalec za obrambne zadeve v uradu predsednika Republike Slovenije, spoštovani glavni podčastnik Slovenske vojske, štabni praporščak Igor Tomašič, spoštovani glavni podčastnik prve brigade Slovenske vojske, višji praporščak Robert Rotar, dr. Damjan Goštin, direktor Inštituta za novejšo zgodovino, dr. Martin Premk, Vojaški muzej Slovenske vojske, spoštovani predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij v Republiki Sloveniji, povezanih v Podvoz, dragi ravnatelji osnovnih šol v Republiki Sloveniji in župani slovenskih občin, dragi zamejci, cenjeni gostje, dobrodošli na zaključni slovesnosti 8. literarnega natečaja Moja rodna domovina. Prav poseben pozdrav pa namenjamo današnjim nagrajenim učencem slovenskih osnovnih šol in prvič tudi našim rojakom iz zamejstva. Kar prosim za vse skupaj. Spoštovani, na oder vabim ravnatelja osnovne šole Vič, gospoda Saša Vlaka, da ob zaključku 8. literarnega natečaja na temo Moja rodna domovina nagovori zbrane. Spoštovani gostje, posebno čast mi je, da lahko med nami pozdravim ministrico za obrambo, gospod Andrejo Katič, in vse prej že omenjene imenite goste. Ne smemo pozabiti, da se nam danes pridružil tudi častni generalni konzul Hašimitske kraljevine Jordanije, gospod Samir Amari. En aplauz za to. Vaša prisotnost preomenjeni goste nam je v velik ponos in potrditev, da je razmišljanje mladih o naši domovini za vas zelo pomembno. Še posebej sem vesel, da so danes z nami učenke in učenci iz zamejskih osnovnih šol in ostalih šol v Republiki Sloveniji. Vaše literarno ustvarjanje, drage učenke in učenci, nam dokazuje, da ste mladi naši domovini predani. Besede, ki bomo ob vašem prebiranju deležni malo pozneje, ste namenili domovini, saj se zavedate, kako pomembno je, da ohranimo slovensko besedo, kulturo in identiteto.
Lepo pozdravljam tudi vse mentorje, učitelje in ostale goste, ki ste danes z nami, saj na ta način v naših mladih spodbujate narodno zavest in ljubezen do domovine. Pripadnost slovenski domovini je hkrati ponos, da nam je skozi težko zgodovino uspelo obdržati slovenski jezik, ki nas je v teh dolgih stoletjih povezoval in navdihoval, da smo uresničili svoj sen. Živeti v samostojni slovenski državi moramo obdržati za vsako ceno. Danes je Evropa in seveda tudi Slovenija pred novo preizkušnjo. Slovenija je postala tranzitna država, v katero so že in jo še bodo prečkali številni begunci in migranti. Pred nami je nov izziv, kako ljudem, ki zapuščajo svoje domove pri iskanju njihove sreče, kar se da najbolje pomagati. Slovenija je odprta dežela za vse dobro misleče ljudi, vendar pa mora biti osnovni pogoj vseh, ki bodo svojo prihodnost iskali na našem koščku zemlje, da sprejmejo naše vrednote in se naučijo naše slovenske besede. Imeti dom, svojo domovino, razvijati svojo kulturo in narodno zavest so resnične vrednote, ki jih moramo negovati odrasli, mladostniki in otroci, torej vsi, ki imamo privilegij živeti v naši samostojni Sloveniji. Iskrena hvala vsem dobromislečim, ki podpirajo skupno plemenito stvar, da bodo tudi prihodnje generacije stale in obstale na naši rodni slovenski grudi. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu ravnatelju. Slovenci smo narod, ki mu je kultura blizu. Še posebej se to nanaša na našo slovensko pesem, ki nas je skozi burno zgodovino spremljala v najtežjih preizkušnjah boja za slovenski narod. Slovenska pesem je vlivala upanje, bodrila narodnega duha in v najbolj temačnih trenutkih slovenske zgodovine dajala upanje in vero v prihodnost. Danes je z nami pevska skupina Prijatelji iz Kočevja, ki deluje v okviru veteranske zveze Moris. Zapeli nam bodo pesem Oj Triglav moj dom, skladatelja Dovškega župnika Jakoba Aljaža. Oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih krapan. Po letni vročini, da strme vrhe, da tam si spočinem samo iz srce. Je potok izvira v skalovju krasan, oj Triglav moj dom, krasan. Oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj Triglav spominu mi je tvoj žal, zato pa te ljubim in bom te vseh dan. In zadnja ura odbila mi bo tvojim obzorjem naj spava telo. Je tišti radosno naznanjajo dan, oj Triglav moj dom, kako si krasan. Oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, oj Triglav moj dom, kako si krasan, kako
Na oder vabim soorganizatorja literarnega natečaja Moja rodna domovina, predsednika območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, mesta Ljubljane, dr. Igorja Potočnika. Spoštovani mladi literati, gospa ministrica, gospod namestnik načelnika, generalštaba Slovenske vojske, predstavniki Slovenske vojske, predstavniki domoljubnih veteranskih organizacij, vaša ekscelenca, veterani in veteranke, domovina, moja domovina, Slovenija, 25 let. Slovenija je naša domovina in letos je 25 let, odkar jo imamo. Ena od 194 spomnoma neodvisnih držav na svetu. Morda se našim najmlajšim ne zdi to samo po sebi umevno, pa ni odvedno tako. Prav je, da najmlajši državljani Slovenije poznate pot, ki nas je vse skupaj pripeljala do tega, da živimo v samostojni Sloveniji in da izkažemo priznanje in spoštovanje do vseh, ki so v svojem zgodovinskem času prispevali svoj kamenček v mozaik današnje samostojne Slovenije. Prav jezik in kultura sta tisto, kar daje moč narodu, da preživi in se ohrani. Samo spomnimo se najstarejšega ohranjenega zapisa v slovenščini, Brižinskih spomenikov, izpred več kot 1000 let, pa Trubarja iz leta 1550 s katekizmom in abecednikom. Prav je, da negujemo jezik, prav je, da negujemo narodovo kulturo. Ko pa se prepleteta slovenska beseda in domovina, Slovenija, potem smo v sedanjem času in tu nastopite vi, najmlajši literati. Na letošnji zaključni prireditvi literarnega natečaja Moja rodna domovina, Slovenija praznuje 25 let, dajemo priznanje mladim avtorjem najboljših literarnih prispevkov, še posebej ponosno. V svojih literarnih delih ste namreč nam starejšim vsak po svoje zaupali, kaj vam pomeni domovina. Starejši smo vam hvaležni, da nam odstirate vaše skrivnosti, hkrati pa nam postavljate ogledalo lastnih napak in pomanjkljivosti. Letošnji prispevki, obogateni tudi s prispevki slovenskih osnovnih šol iz zamejstva, ki jih je več kadarkoli do sedaj, so najboljši dokaz, da smo vsi skupaj na pravi poti, na kateri bomo vztrajali tudi v bodoče. Pa srečno Slovenija! Hvala lepa gospodu doktorju Igorju Potočniku. Tako kot slovenska pesem je tudi ples folklore nekaj, kar je izrazito našega, pristno slovenskega. Vsaka pokrajina v naši Sloveniji ima svoje posebnosti. Te posebnosti se izrazito kažejo v ljudskih kostumih, narodnih nošah, šegah in običajih ter plesu in pesmi, ki poudarja slovenski značaj in dušo naroda. Prav je, da to negujemo in ohranjamo tudi za prihodnje rodove. Spoštovani, z nami so danes mladi učenci osnovne šole Koper, ki se nam bodo predstavili v pesmi in plesu. Folklorna skupina bo nastopila pod vodstvom dolgoletne mentorice gospe Nine Luša. Mora
Cenjeni gostje, veliko veselje in čast nam je, da nas bo danes na zaključku 8. literarnega natečaja Moja rodna domovina nagovorila ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič. Lepo prosim. Spoštovani, dovolite mi, da najprej pozdravim naše najmlajše, našo mladino, vse nagrajenke in nagrajence in vse, ki so sodelovali na tečaju in ki tudi danes sodelujo pri tem čudovitem programu. Z velikim veseljem sem se odzvala vabilo na današnjo slovesnost, zlasti zaradi dveh razlogov. Najprej, vesela sem, da prihajam med našo mladino, med vas mlade, ki se tudi bolj kot ostali zavedate svojega odnosa do domovine, ki čutite ljubezen do naše domovine in spoštujete napore, ki so omogočili, da danes živimo v svobodni, samostojni in suvereni Republiki Sloveniji. Obenem pa sem zelo počaščena, da ste me medse povabili vi, veterani vojne za Slovenijo. V prelomnih trenutkih ste sprejeli vse tveganje in se borili za to, da je bila obranjena naša mlada država. Vi ste najbolj zaslužni, da se je uresničilo dolgoletno hrepenenje naših prednikov. Mnogo jih je žrtvovalo svoja življenja, da lahko danes mi sami upravljamo usodo svojega naroda. Približujemo se 25. obletnici samostojnosti in suverenosti. To je pomemben praznik. Z osamosvojitvijo smo prišli v novo obdobje slovenskega naroda. Naša država je začela pisati novo zgodbo. Republiko Slovenijo so kot samostojno državo priznali v mednarodni skupnosti. Oblikovala je vse atribute državnosti. Uspešno se je včlanila v vse pomembne mednarodne organizacije. Prepričana sem, da se vsi zavedamo, da je bila pot do naše samostojnosti zelo zahtevna, prežeta z velikim pogumom in enotnostjo Slovenk in Slovencev. V nekem trenutku je postalo jasno, da se bo treba za obranitev naše samostojnosti boriti tudi z orožjem. Borci iz teritorialne obrambe in slovenske policije ste težo te odločitve sprejeli nase in odgovornost je bila velika. V Ljubljanski pokrajini je bil glavni cilj delovanja teritorialne obrambe zavarovanje slovenskega glavnega mesta in vodstva države ob morebitnih posegih JLA proti Sloveniji. Dokazali ste, da Slovenci znamo uporabljati vojaško obrambo za uveljavitev legitimnih, samoohranitvenih interesov. Na bojnem polju ste nam izborili veličastno zmago. Zato bi vam rada, kot ministrica za obrambo, izrazila svojo globoko zahvalo za vse, kar ste storili, za narod, za vse nas in za našo prihodnost. Mladi, ki ste sodelovali na literarnem natečaju Moja rodna domovina, Slovenija praznuje 25. rojstni dan, ste se rodili v samostojni in suvereni Republiki Sloveniji. Ponosna sem na vas, da tako plemenito uporabljate svoje talente, znanje in energijo, da z besedo v poeziji in prozi izkazujete naklonjenost in čast svoji domovini, da izražate spoštovanje do osamosvojitvenih dogodkov, čeprav jih sami niste doživljali. Ob tem bi rada izrekla tudi veliko priznanje vašim staršem, učiteljicam in učiteljem, mentoricam in mentorjem, da vam predstavljajo vrednote, ki so za naš narod izrednega pomena, da vas vzgajajo v aktivne državljanke in državljane. Kot državljanka Republike Slovenije sem vesela in ponosna, da se je toliko šol iz Slovenije in zamejstva odzvalo na tečaju, katerega vodja je praporščak Andrej Jurjevič, zaposlen v Slovenski vojski. Priznam, da že komaj čakam, da bom lahko skupaj z vami poslušala nagrajene literarne prispevke, ki jih je skrbno izbrala strokovna žirija. Današnji dogodek je zame tudi dokaz, da smo Slovenke in Slovenci domoljubni, da je to čutenje in zavedanje v nas, da ga vsakodnevno živimo in uresničujemo.
da je domoljubje del naše državljanske zavesti, ki nas vse združuje in povezuje, ne glede na starost, spol, svetovni nazor in druge osebne značilnosti oziroma izbire, v katerih se razlikujemo. V domoljubju smo enotni, tako kot smo bili v času osamosvojitve. Zavedam se, da smo v obdobju, ko je treba v naši državi marsikaj izboljšati, omogočiti socialno pravičnost za vse in doseči, da bodo vsi lahko občutili pozitivne rezultate naših prizadevanj za večjo blaginjo. V Vladi Republike Slovenije si zato temeljito prizadevamo. Zavedam se, da se vsaka mladost, tako kot je lepa in polna upanja, vsaj deloma srečuje tudi z negotovostjo. Trudimo se, kolikor je v naših močeh, da bi je bilo čim manj. Zavedam se tudi, da je naloga naše generacije in še posebno tistih, ki smo na odgovornih mestih, da omogočimo mladim rodovom perspektivno prihodnost, tako kot so jo generacije pred nami omogočile nam. Sama prihajam iz Šaleške doline. Skozi otroštvo in mladost in danes me vodijo pesmi Karla Destovnika Kajuha, pesnika in narodnega heroja iz naše doline, člana legendarne partizanske 14. divizije, ki je dal svoje življenje za to, da lahko danes govorimo slovensko besedo. Zato bi vam rada prebrala pesem, ki jo je napisal, ko se je pripravljala Druga svetovna vojna, ko ni imel niti 20 let. Napisal je v časih, ko je bilo življenje zares težko, ko je bila slovenska narodna identiteta ogrožena in je bil mir velika, nesamoumevna vrednota. Naša pesem. Moja pesem ni le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Biti mlad v teh težkih časih, to se pravi brez mladosti biti mlad. Zreti starega sveta propad, skrivati premnogo nad, to se pravi biti mlad. Pa je vendar sreča biti mlad. Biti mlad in poln nad. Dragi mladi, uživajte v vaši mladosti, naj bo čim lepša in vse najboljše naši domovini, Republiki Sloveniji ob njenem 25. rojstnem dnevu. In naj na koncu dodam še samo to. To je vaš neprecenljivi prispevek in mislim, da je Slovenija ponosna na vaše darilo. Hvala vam, srečno! Hvala lepa ministrici. Na oder pa vabi pevsko skupino Prijatelji iz Kočevja. Zapeli nam bodo pesem Slovenecem, skladatelja Gustava Ipavca. Slovenecem, Slovenecem, tako je mati djala, ko me je dete pestovala, ko me je dete pestovala. Zatorej dobro vem, Slovenecem, Slovenecem, zatorej dobro vem, Slovenecem, Slovenecem. Slovenecem, Slovenecem, jaz ljubimo žepnjavo, gorim za njeno čast in slavo, gorim za njeno čast in slavo. Kaj čutim, to vem, Slovenecem, Slovenecem,
slovenecem, slovenecem, poziveli do groba, neka ne boja se zvestoba, neka ne boja se zvestoba. Da se kaže čistmi, slovenec sem, da vsega reči smem, slovenec sem, slovenec sem. Da vsega reči smem, slovenec sem, slovenec sem. Da vsega reči smem, slovenec sem, slovenec sem. Najlepša hvala. Pred mikrofon pa vabim avtorja ideje in mentorja literarnega natečaja Moja rodna domovina, gospoda Andreja Jurjeviča. Spoštovana ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič, namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Alan Geder, glavni podčastnik Slovenske vojske, štabni praporščak Igor Tomašič, glavni podčastnik prve brigade Slovenske vojske, višji praporščak Robert Rotar, predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij v Republiki Sloveniji, združeni v Podvosu, dragi prijatelji, prisrčni pozdrav v mojem imenu vsem vam, ki ste se danes zbrali na današnji slovesnosti. Prav prisrčen pozdrav namenjam današnjim nagrajencem letošnjega, že 8. po vrsti literarnega natečaja Moja rodna domovina. Slovenija praznuje 25 let in nagrajencem našim rojakom iz zamejstva v Italiji. Veliko veselje in v čast mi je, da danes kot avtor ideje izpred let in mentor nagovorim zbrane na zaključni slovesnosti že 8. literarnega natečaja Moja rodna domovina. Na letošnjem, že 8. razpisu literarnega natečaja Moja rodna domovina se je odzvalo največ učencev do sedaj. Prejeli smo tudi največ literarnih del in to odličnih literarnih del. Strokovna komisija je prejela kar 242 literarnih del. Prvič pa na natečaju sodelujejo tudi naši zamejci, naši rojaki, naši Slovenci iz osnovnih šol v Italiji. Iskrena hvala vašim staršem, mentorjem, ravnateljem slovenskih osnovnih šol v Republiki Sloveniji in v zamejstvu, ki podpirajo vaše delo, vas usmerjajo in skrbijo za vašo prihodnost, ki bo temeljila prav na vas, ko odrastete in ko boste prevzeli usodo naše domovine, naše Slovenije v svoje roke. Iz tega mesta želim povedati, da si kot avtor ideje in zamisli ter mentor v prihodnje želim, da postane literarni natečaj Moja rodna domovina vseslovenski projekt, ki bo jasno vpet v koledar kulturnih prireditev v Republiki Sloveniji in bo kot tak tudi v koledarju vsaj Ministrstva za šolstvo in šport. Dovolite, da se iskreno zahvalim vodstvu osnovne šole Vičina, prijateljem v območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane, za razumevanje, požrtvovalnost in nesebično pomoč pri izvedbi literarnega natečaja. Dragi nagrajenci, vaša dela so nam v ponos, so tudi ogledalo časa, v katerem živimo. Vaše misli in občutke, ki ste jih čudovito prelili na papir, nam dajejo navdih in potrjujejo, da smo na pravi poti, na kateri bomo vztrajali tudi v prihodnje. Dovolite mi, da končam z mislijo in mojim trdnim prepričanjem,
da bomo v območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane skupaj z vodstvom osnovne šole Vič z ustrajnostjo, iskrenostjo, predvsem pa poštenostjo ter marljivim delom nadaljevali jasno začrtano pot dela zgodi. Prepričan sem, da bomo na tem prelepem koščku nebes pod Triglavom stali in obstali. Srečno Slovenija in še na mnogo leta! Najlepša hvala gospodu Andreju Jurjeviču. Spoštovani zbrani na današnji slovesnosti. Sedaj sledi trenutek, na katerega smo vsi nestrpno čakali. Predstavili se nam bodo nagrajeni učenci literarnega natečaja Moja rodna domovina. Danes je njihov dan, zato jim namenjamo vso pozornost in izrekamo priznanje. Njihov trud in razmišljanje o svojih občutkih ter doživljanju sebe in svoje rodne domovine so prelili v pristno slovensko pisano besedo. Iskrena hvala in spoštovanje vam, dragi nagrajeni učenci. K mikrofonu vabim prvi del nagrajenih učencev literarnega natečaja Moja rodna domovina, da preberejo svojo misel. Pozdravljeni, moje ime je Manca Velišček. Prihajam iz osnovne šole Kanal ob Soči, ki leži na skrajnem zahodu Slovenije. Živimo v samostojni Sloveniji, imamo svoj jezik in svojo kulturo. Ne smemo samo pričakovati, kaj nam bo domovina dala, ampak tudi kaj bomo mi dali njej. Srečno Slovenija! Hvala. Moje ime je Katja Žlebnik in prihajam iz osnovne šole Dravograd. Zapela bom pesem, delček svoje pesmi, ki sem jo tudi uglasbila. Kjer rastejo rožice zlate, razširjajo svojo lepoto, zaslepijo se gore gorate, sonce oddaja svojo toploto. To je moja predraga domovina, to moj rodni ljubiči je kraj, kjer solz na to ne pretočim, če ne vem nekod nekam. To je moja predraga domovina, to moj rodni ljubiči je kraj, kjer začutim toplino v objemu in ponese v večni meraj. Sem Maja Strle in prihajam iz osnovne šole Marije Vere v Kamniku. Prebrala vam bom del svoje pesmi. Kakršna že si Slovenija, rada te imam. Kljub samo ne želim si iti drugam. Drugje pogrešala bi vse od hribov do morja, pogrešala gozdove, tvoja rodovitna polja. In še vse ostalo, kar imamo, pa vsega prav ceniti ne znamo. Ob 25-letnici lepo praznuj, predvsem pa ne obupuj. Sem Lea Korez iz prve osnovne šole Rogaška Slatina. Opažam, da vrednote, kot so poštenje, delavnost in iskrenost, izgubljajo svoj pomen. Na različnih mestih so različno cenjene. Tudi prijateljstvo je začelo izgubljati svoj pomen. Sploh Facebook, ki ga uporabljamo večino vsi mladi, je popolnoma spremenil besedo prijatelj. Vsak si želi pristnega, prijaznega in zaupanja vrednega prijatelja. Teh pa je nažalost zelo malo. Veliko prijateljev je takih, ki se s teboj družijo samo iz koristoljublja. Seveda še obstajajo ljudje, ki znajo dokazati, da vrednote še niso popolnoma izumrle. Naprimer policaji, vojaki, gasilci in prostovoljci, ki so pomagali ljudem v stiski. Vsakdo naj se zamisli nad svojim ravnanjem, kajti država smo mi. Sem Amadeja Rek iz osnovne šole Angela Besedjaka Maribor. V mojem spisu sem želela opozoriti na to,
da malo otrok pozna zgodovino Slovenije. Samo mislim, da bi v šolah morali bolje poskrbeti za poznavanje zgodovine Slovenije, mi otroci pa bi morali bolj ceniti našo domovino, saj so se zadnje borili, je edinstvena in na se zadnje naša. Sem Alen Bogataj iz osnovne šole Rovte. Slovenijo čas sem napisal 25 kitic za njen 25. rojstni dan. Na zemljevidu majhna pika, a v srcu mojem si velika. To moja domovina je, Slovenija je ime. Tako, 25 kitic sem ti napisal, da bi lepote tvoje orisal. Ob jubileju želim si samo, da dela tudi za nas mlade, dovolj bi bilo. Sem Jan Zrnec, prihajam iz osnovne šole Dobre Polje. Slovenija, državica si mala, pred 25 leti si nastala. Kdor slovenske krvi, leto za letom praznik slavi. Svoj praznik smo si priborili, ko smo se za samostojnost odločili. Materin jezik bomo še naprej govorili in se vsak dan družili in veselili. Naši lepi mali domovini, kruha bi za vse bilo, če bi ga pošteno razdelili in pa delali z glavo. Sem Ned Stoplak in prihajam iz osnovne šole Dravgrad. Od slavne obale do strmi gora, razteza se moja Slovenija. Gorenjska, Dolenjska, Primorska, Koroška, majhna ponosna je naša kokoška. Se v barvah mogočnih zastava vihti, za grbom delijo si barve tri. Rdeča in modra, na vrhu pa bela, s Triglavom kotu nastopa vesela. Januša in prihajam iz osnovne šole Koper in vam bom prebrala misel o moji pesmi. Ko včasih zaprem oči, se naskrivaj spremenim v ptico, s njenimi krili poletim visoko nad oblake. In ko odprem oči, je pred mano krasen pogled na griče, hribe in gore, reke, potoke in morja, oljčnike, vinograde in polja. Takrat mi je pri srcu zelo toplo in preplavi me prijetno prespoznanje, da je to moja domovina. Moje ime je Želina Lučinjano, hodim na osnovno šolo Vič. Smo Slovenci se borili, akcije odločno smo storili. Mnogi niso v to dvomili, pa samosvojitev so nam pridobili. Samostojna Slovenija se je rodila, takrat lastni grb s himno je dobila. Ostali sami nismo dolgo, je Evropa nas podprla. Nova pravila nam je dala, a grb in himna sta nam ostala. Slovenija ima vse, kar srce ti poželi, ljubezen vanje skrita je, pa prav lepo žari. Odločni in ne več hlapci so ljudje, ki v njej lepo žive. Enotnost vraga bo odgnala, napisal je že naš poet. In čeprav so težki časi, je vedno prijetna in nikoli ne spi. A vsako leto praznuje rojstni dan in takrat veliko zahval dobi. Najlepša hvala, dragi nagrajenci. Osnovna šola Vič ni samo največja osnovna šola v Sloveniji po številu otrok, ki se učijo in pripravljajo za življenjsko pot, ampak je tudi skrbna pri negovanju naših prelepih slovenskih pesmi. Najavljam otroški pevski zbor osnovne šole Vič, ki ga vodi gospa Tadeja Železnikar.
Najlepša hvala. Sedaj pa se nam bodo predstavili še ostali nagrajenci literarnega natečaja Moja rodna domovina. Sem Pija Kuhar in prihajam z osnovne šole Tišina. Nisem mogla verjeti, da slepo dekle lahko ima toliko prijateljev, skrbno družino, domovino. Začutila sem, imam domovino, ki me ima rada. Čutim stvari, ki jih marsikateri zdrav človek nikoli ne bi videl. Praznujem 4. stoletje življenja in ponovno sem srečna. Sem Ana Vidmar z osnovne šole Otlica. Slovenija ni bila od zmeraj. Moji starši, stari starši, starši letih so se za Slovenijo morali boriti. Za vse dobro se je potrebno boriti. O ja, to vem. V vojnah je umrlo veliko ljudi. Borili so se za nas, da lahko glasno rečem, Slovenka sem. Velikokrat tega niso smeli reči, niti zašepetati. Sedaj oznanjam celemu svetu. Slovenka sem. Vesela sem, da sem Slovenka, da vem, odkot prihajam, da vem, okot sta moja mama in tata. Tu si želim ostati. Sem Andreja Pastelec in obiskujem 9. razred osnovne šole Stari Trg ob Kolpi. Besedi država in domovina ne pomenita enako. Država je samo območje, politična tvorba so predsedniki, ministri, poslanci. Domovina pa je tam, kjer so dom, rod, družina, prijatelji, kjer je materni jezik. Domovina so tudi naše gore, reke, jezera, morje, so polja, na katerih si pridelamo domačo hrano. Domovina je zemlja, ki jo imamo radi in jo nosimo v srcu od rojstva do smrti. Domovina je tam, kjer je najlepše in je preprosto sreča. Sloveniji želim vse najboljše za 25. rojstni dan. Sem Maša Popovič iz osnovne šole Metlika. Že drugo leto sodelujem na tem natečaju. Pesmi sem pisala o značilnih jedeh v Sloveniji in o tem, kako je stara 25 let. V Sloveniji mi je lepo živeti in sem vesela, da sem lahko pisala o njej. Moja pesem govori, kako moramo biti ponosni na Slovenijo. Sem Vita Kambič, obiskujem osnovno šolo Metlika v Beli krajini. To pesem sem napisala, da bi Sloveniji voščila za njen 25. rojstni dan in sem vesela, da tukaj živim. O Sloveniji mi ni bilo težko pisati, saj ima veliko lepih znamenitosti. Moja pesem govori o lepotah Slovenije in njeni zgodovini. Sem Lara Koci in prihajam iz osnovne šole Šmartno pri Litiji. Ob tej priložnosti sem napisala pesem z naslovom Slovenija praznuje 25. rojstni dan. Danes vam bom prebrala nekaj verzov le te. Prekrasna narava, prijazni ljudje, 4. stoletja združeni v slovensko srce. Čeprav je šibka po svoji velikosti, konkurenco premaga v modrosti in kreposti. Vedno ponosna na to, kar ima, slovenska beseda še danes v svetu velja. Ko na vrh Triglava Slovenec stoje, z veseljem si zdravljico zapoje. Ozre naokoli se in vidi same lepe čudeže. Sem Zala Jelinčič in prihajam iz osnovne šole Jožeta Krajca Rakek. Nekaj naših znancev se je preselilo v tujino zaradi službe in sčasoma so si tam ustvarili dom. Ko se pogovarjamo z njimi, včasih navdušeni povedo, da so v neki trgovini našli klobase, podobne kranjskim, ali pa, da jim na štedilniku pravkar le ričet. V svoj dom si vedno želimo prinesti tisto, česar smo navajeni z mladosti,
pa naj živimo v Moskvi, Amsterdamu, Dublinu ali kjerkoli drugje. Sem Vito Uršič, prihajam iz osnovne šole Simona Gregorčiča v Kobaridu. V velik ponos mi, da sem Slovenec. V tej koži se počutim dobro zato, ker smo Slovenci uspešni na raznih področjih, ker nas drugi ljudje cenijo, ker živimo v prelepi pokrajini. Imenitno se mi zdi tudi to, da so v najtežjih časih naši predniki stali in obstali na svoji zemlji ter negovali pisano slovensko besedo. Vesel sem, da tudi v njihov spomin ohranjamo tradicionalne slovenske običaje in se vedno bolj zavzemamo za čisto okolje. Kaj pa sploh je zame domovina? Domovina je zame dežela, v kateri se počutim sprejet in se počutim dobro, in to ni nujno, da je to tam, kjer sem rojen. Sem Vid Pohar in to je Nika Belac Vlašič. Prihajava iz osnovne šole v Brižji Kočevje. Predstavila vam bo spis Nekrese, ki je danes žal odsotna. Tudi midva pa so sodelovala na tečaju. Naše ime so v svet ponesli številni športniki. Slovensko besedo pa dobro predstavljajo naši pisatelji in pesniki. Edinstveni pesnik France Prešeren je svojo poezijo zaznamoval slovenski narod. Njegova pesem Zdravljica pa je postala slovenska himna, ki jo predvajajo v zmagah naših športnikov. Ob takih priložnostih nas vse navdaja ponos tako na uspeh naših športnikov, kot tudi v poslušanju naše himne. Ko zaplapolá še naša zastava z grbom, se zavemo, da sedaj v nas sliši in vidi v svet. Včasih tudi sama pomislim na to, kako grozno bi bilo, če bi morala zapustiti svojo domovino in oditi drugam, ter začeti novo življenje. Vesela sem, da nihče ne ogroža naše države in s tem preprečuje, da bi ljudje živeli svobodno in varno. Hvala lepa nagrajencem, ker ste z nami delili vaše občutke in misli v prelepi slovenski besedi. Spoštovani, na oder ponovno vabim mlade učence osnovne šole Koper, ki se nam bodo predstavili v pesmi in plesu. Folklorna skupina bo nastopila pod vodstvom dolgoletne mentorice gospe Nine Luša. Eno malo radi
Spoštovani zbrani, danes so z nami prvič tudi naši zamejci, naši rojaki iz Italije. Dobrodošli in velika hvala za vaš prihod, predvsem pa za vaše občutke, vaše misli in besede, ki ste jih čudovito prelili na papir in nam jih poslali. O prebiranju vaših literarnih del je imela strokovna komisija težko nalogo, da izbere najboljša dela. Na koncu je strokovna komisija sprejela skupno odločitev, da ste prav vsi učenci, ki ste oddali svoja literarna dela, nagrajenci. Zakaj? Prav zato, ker ste v svojih občutenjih dorodne grude zapisali tiste občutke, ki jih lahko zapiše samo nekdo, ki ne živi v Sloveniji. To je pomembno toliko bolj, ker živite v drugi državi in ste v šolskem sistemu, ki se razlikuje od slovenskega. Tukaj gre velika zahvala vašim staršem, učiteljem in ravnateljem, ki se zavedajo, da je naša slovenska beseda, naše prelepe pesmi, naš jezik, tisti pomemben del slovenske narodove biti, ki ohranja narodovo identiteto tudi zunaj slovenskih meja. Iskrena hvala. Zdaj pa vas prosim, da nam predstavite svoja dela. Jaz sem Francesco Petaccia iz nižje srednje šole Ivana Cankarja Trst. Slovenija, zemlja krasna, kjer vsega malo lepega tu je. Gore, vode in narava krasna, pa tudi vino, ki v naših srcih vre. Nekaj 20 let od tega je trobojnica zaplapolala in v stran je šla zadrega, končno je Slovencev domovina ostala. Čeprav doma sem iz Italije, mi v srcu nekaj vročega gori. In to prav, draga moja, je Slovenija, slovenski narod zavedno naj živi. Jaz sem Matej Stopar iz nižje srednje šole Ivana Cankarja Trst. Slovenija, lepa dežela si ti, povsod naj te pesem moja slavi. Lepoti neravnih bom v tvoj svet, utraben cvet je pojetno odet. Od Triglava vse do ljubljanskih nižin, te poje odvedno ljubeči tvoj sin. Si dolgo želel je tu zate mirno, prehod v svobodno Slovenijo. Zato le Slovenija, bod zdrava mi ti, se z teh kratkih verzov moj moto glasi, naj vlada deželi le sreča in mir, naj tuj ti bo vedno sinov prepir. Karlo Stopki iz nižje srednje šole Ivana Cankarja Trst. V 17. stoletju so bili predhodniki Slovencev v združenju samostojni državi Krantani, ki pa je že ob koncu 8. stoletja propadla. Od takrat vse do leta 1991 Slovenci nismo imeli svoje države. Imeli smo pa ljudi, ki so se skozi vsa stoletja borili in tudi žrtvovali svoje življenja za obstoj slovenskega naroda in neodvisnost slovenske države. Nižja srednja šola Simona Gregorčiča Dolina pri Trstu, Tristan Taverna, Martin Čok, Ines Racman, Veronika Luka, Samantha Galuzzo in Nicole Mauri. Sošolci smo za natečaj Moja rodna domovina pripravili prispevek o srečanju s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem. Dne 15. septembra 2015 v kristalni dvorani predsedniške palače v Ljubljani. Srečanje je bilo o priložnosti podelitve visokega priznanja Primorskemu dnevniku in Društvu slovenskih izobražencev, organizatorju študijskih dnevov Draga. Ponesli smo utrinek iz kulturne dediščine Slovencev na Tržaškem. Najprej smo zapeli ljudsko iz doline pri Trstu na Gorici na placu, na koncu pa pesem Sinku, ki jo je na besedilu Iga Grudna uglasbil tržaški skladatelj Stane Malič. S predsednikom Republike Slovenije smo se na to sproščeno pogovarjali in se tudi fotografirali. To je bila nam mladim res posebna izkušnja, ki smo jo želeli posebej zapisati in opisati. Smo učenci osnovne šole Prežihovega Voranca iz doline pri Trstu. Prebrali vam bomo, kaj smo napisali o domovini. Jakob Tulp. Reke tečejo po njej, a na vrhu pečin
domujejo gladovi. Tujec, postoj, daj, pridi k nam, enkratno se počuti, oglej si naš raj. Izučimo naše potomce, tako kot mame so že nas, avanture in srčne kulture mi vtisnemo jim v srce. Jarambandi. Zame je domovina kraj, kjer živim, v Italiji. V Italiji hodim v šolo, tukaj imam sorodnike in prijatelje. Jaz čutim to zemlje kot svojo domovino, ker sem se tukaj rodil. Mislim, da je Slovenija moja širša domovina, ker jaz govorim slovensko in moji starši so Slovenci. Vesel, da znam dva jezika, slovenščino in italijanščino, in da me bogatita dve kulturi. Odkar sem se rodila, živim v vasici po imenu Dolina. Nikdar od te vasice ne bi odšla, ker moja domovina je prav ta. Dolina je prekrasna vse dni, v njej živijo veseli vaščani. V valah mino in gnojke gojijo, ter na majici se vsi veselijo. Če pogledam čez goro, vidim lepo Slovenijo. Tudi ta je del moje domovine, kjer slovensko govore in slovenska kri napaja žile. Karin Lovriha. Jaz živim v zamejstvu. To pomeni, da je to kraj izven državnih meja ene države. Zaradi tega sem na dokumentih Italijanka, po rodu pa Slovenka. Med Italijo in Slovenijo čutim večjo pripadnost Sloveniji, ker obiskujem slovensko šolo in ker se doma pogovarjam v slovenskem jeziku. Tudi po vasi večinoma pozdravim po slovensko. Mislim, da je bivanje v kraju, kjer domujejo ljudje, ki se pogovarjajo v različnih jezikih, nekaj zelo pozitivnega. Od vsakega lahko pridobiš nekaj. Rada imam svojo domovino v svoji različnosti. Ne bi jo zamenjala za nobeno drugo. Pogledam Slovenijo, lahko vidim hribe, morje, ki valovi, in v tej deželi imamo domovino mi. Ta dežela je zanimiva, pridruži se tudi ti, da v njej vidiš veliko zanimivosti. Zgodovino Slovenije ohrani si, da bomo še dolgo na tem ozemlju Slovenci. Nika Kočevari. Zame beseda domovina pomeni, kjer se čutim kot doma. Živim v mali vasici na robu italijanske pokrajine, ki meji s Slovenijo. Vas, kjer živim, se imenuje Mačkolje. Ni velika vasica, vendar je zelo prijetna. V tej vasi živimo večinoma Slovenci. Zelo spoštujem te kraje, ker vem, da so se naši dedki in pradedki borili za osvoboditev teh. Tudi sosedova Slovenija je del moje domovine, ker tudi tam se čutim kot doma, saj govorijo isti moj jezik. Locatelli. Domovino si občutil že, ko si prvič vdihnil. Ko si se komaj rodil, si že bil v domovini. Od prvega trenutka, ko si prišel na svet, si čutil domovino. Domovino čutiš v srcu. Domovina je kraj, kjer si se rodil, kjer ti srce pove, da je ta tvoja domovina. Najlepša hvala za vaše misli, pa lahko mogoče kar počakate tukaj. Namreč sledi slavnostna podelitev nagrad nagrajenim učencem. Nagrade bodo podelili ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič, ravnatelj osnovne šole Vič, gospod Sašo Vlah in predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, mesta Ljubljane, dr. Igor Potočnik. Naprošam vas, da se mi pridružite na odru in podelite nagrade.
Nagrajenci, jaz se vam morda opravičujem, če bom kakšen priimek ali ime naglasila napačno. Torej, nagrajenci so naslednji. Karlo Stoči, Francesco Petaccia, in Matej Stopar, vsi trije iz nižje srednje šole Ivana Cankarja v Trstu. Iz nižje srednje šole Simona Gregorčiča, Dolina pri Trstu, pa so nagrajenci naslednji. Tristan Taverna, Ines Racman, Nicole Maurel, Veronika Luka, Nicole Samantha Galuco, in Martin Cok. Ter še iz osnovne šole Prežihovega Voranca iz Doline pri Trstu. Jakob Tul. Karin Lovriha. Tessa Cerjali. Teja Strani. Nika Kočevari. Kim Locatelli. In Jaran Bandi. Torej čestitke vsem nagrajencem. Vsi prejmete še knjigo z vsemi prispevki tega literarnega natečaja Moja rodna domovina. Sicer pa zdaj vabim na oder tudi ostale nagrajence, prav tako na podelitev medalj priznanj. Nagrajenci so torej še naslednji. Manca Velišček. Nejc Toplak iz osnovne šole Neznanih talcev Dravograd. Katja Žlebnik, prav tako osnovna šola Neznanih talcev Dravograd. Leja Korez, javni vzgojno-izobraževalni zavod, prva osnovna šola Rogaška Slatina.
Maja Starle, osnovna šola Marije Vere, Kamnik. Žana Ina Lučinjano, osnovna šola Vič. Lija Luša, osnovna šola Koper. Jan Zrnec, javni vzgojno-izobraževalni zavod, osnovna šola Dobrepolje. Amadeja Rek, iz osnovne šole Akvila Besednjaka Maribor. Alen Bogataj, osnovna šola Rovte. Pija Kuhar, osnovna šola Tišina. Lara Koci, osnovna šola Šmartno pri Litiji. Ana Vidmar, osnovna šola Otlica. Zala Jelinčič, osnovna šola Jožeta Krajca. Andreja Kastelic, osnovna šola Stari Trg ob Kolpi. Vita Kambič, osnovna šola Metlika. Maša Popovič, prav tako osnovna šola Metlika. Vid Uršič iz osnovne šole Kobarit. In še Neja Krese iz osnovne šole Obrinži, Kočevje. Še enkrat čestitke prav vsem nagrajencem. Vsi prejmete tudi še knjigo, torej Moja rodna domovina s prispevki. Prosim? Ja. No, da se pa bodo nagrajeni učenci današnjega dne zagotovo še dolgo spominjali, vas, gospa ministrica, prosim za trenutek pozornosti, da se fotografirate z nagrajenci. Kar izvolite. Ja, to bo pa težko. Najlepša hvala. No, v zahvalo in spomin na današnjo slovesnost, gospa ministrica, pa se vam želi osnovna šola Vič zahvaliti.
Veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane, dr. Igor Potočnik, pa bo v znak zahvale za udeležbo na današnji slovesnosti gospe ministrici vročil darilo in spominsko priznanje, zaščiten logotip medalje Moja rodna domovina. Najlepša hvala vam, gospa ministrica, in vam, dragi nagrajenci, tudi vsem ostalim, tako da vas zdaj prosim, da lahko zapustite oder, dragi nagrajenci. In še enkrat vsem iskrene čestitke. Pa ne bi mogli organizirati brez pomoči naših prijateljev in predvsem sponzorjev, ki so pomagali na različne načine, predvsem pa s finančnimi prispevki. Predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane, dr. Igor Potočnik, bo v znak zahvale sponzorjem vročil priznanja zaščiten logotip medalje Moja rodna domovina. Na oder pa vabim gospoda Zorana Markova, gospoda Sebastiana Glavana, gospoda Toma Zupančiča, in gospoda Richarda Gaspariča. Med današnjimi gosti pa je tudi človek, ki mu gre posebna zahvala, da je v teh težkih in na trenutke čudnih časih v slovenski družbi začel z nizom domoljubnih oddaj na 3. programu Radia Slovenija oziroma Radiu Ars. Vodi projekt domovinskih oddaj z naslovom Mejniki identitete in domovina v srcu. V oddaje je vložil ne samo profesionalnost izkušenega radijskega novinarja, ampak je v oddaje odkal tudi poseben duh pripadnosti slovenskemu narodu in naši skupni domovini. Gospod Ivan Merljak, vabim vas na oder, kjer vam bo predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane, dr. Igor Potočnik, uročil zaščiten logotip medalje Moja rodna domovina za vaš osebni prispevek k dvigu domovinske zavesti.
Za konec pa nam je ostala še vročitev priznanja osnovne šole Vič iskrenemu prijatelju, ki je pred leti pomagal ohraniti projekt literarnega natečaja Moja rodna domovina. Gospod Anton Pozdek, generalni sekretar policijskega veteranskega združenja Sever, ravnatelj osnovne šole Vič, gospod Sašo Vlah, vam bo vročil priznanje osnovne šole Vič. Vička z napisom Moja rodna domovina. Vabim pa še, da se nam na odru pridruži tudi gospod Boris Knific, ki je v letošnjem natečaju aktivno sodeloval. Z redakcijsko in oblikovno zasnovo je pomagal pri izdaji vseh prispelih literarnih del 8. natečaja Moja rodna domovina. Ravnatelj osnovne šole Vič, gospod Sašo Vlah, vam bo prav tako vročil priznanje osnovne šole Vič. Hvala, gospod ravnatelj. Na oder pa zdaj še vabim strokovno komisijo, da se jim zahvalimo za izjemno zahtevno in strokovno opravljeno delo. Prosim, da se na odru pridružijo gospa Zdenka Kosta in gospa Irena Grlica, pomočnici ravnatelja osnovne šole Vič. Ter še gospod Danilo Luknar, profesor zgodovine, prav tako na osnovni šoli Vič. Predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, mesta Ljubljane, dr. Igor Potočnik, bo v znak zahvale strokovni komisiji vročil priložnostna darila. Prosim vas, da se nam pridružite. Članica strokovne komisije je tudi naša kolegica Ada Vrč. Zdaj pa še enkrat vabim na oder tudi gospod ministrico, prav tako za odločitev še enega šopka. Lepo prosim, če še enkrat pristopite na oder. Najlepša hvala. Na oder pa zdaj še zadnjič vabim pevsko skupino Prijatelji iz Kočevja. Zapeli nam bodo pesem Ljubezen do domovine skladatelja Gustava Ipavca, ki pa jo poznamo tudi pod imenom Domovini. Oh
Najlepša hvala pevski skupini. Zdaj pa prosim še gospod Tadejo Železnikar, da se nam prav tako pridruži na odru za vso podporo, za sodelovanje pri literarnem natečaju Moja rodna domovina. Lepo prosim. Dragi nagrajenci, dragi obiskovalci, hvala lepa vsem za udeležbo na slovesnosti 8. literarnega natečaja Moja rodna domovina. Vljudno pa vas vabimo še na ogled razstave Vojaškega muzeja Slovenske vojske, ki govori o času izpred 25 let, ko smo iz naroda postali nacija. Za zaključek vam osnovna šola Vič postregla tudi še s čisto pravimi viškimi žalicami. Sicer pa najlepša hvala za prijetno druženje, lepo popoldne oziroma lep večer še naprej in nasvidenje.